Pozdravljeni, moje ime je Cvetka Bevc. Sem pisateljica, pesnica, scenaristka, glasbenica. Prihajam iz Raven na Koroškem, dolgo vrsto let sem živela v Ljubljani, nekaj časa v tujini, zadnja leta pa živim v Prekmurju. Tam sem tudi preživela del svojega otroštva. Med knjigami, doslej jih je izšlo čez 30, bi izpostavila knjige za otroke in mladinsko literaturo. Najstniki so mi blizu, namreč v tistih letih si postavljamo celo vrsto vprašanj, nato pa do konca življenja poskušamo odgovoriti vsaj na nekatera. Kdo smo, od kod prihajamo, kaj je naše poslanstvo, zakaj smo na tem planetu. Med romani mi je nekako najljubši roman Desetka, takoj za njem pa FAK, lahko rečemo tudi FAK, in seveda tisti romani, ki se ukvarjajo s vprašanjem identitete. Otroške knjige mi prinašajo veliko veselja. Saj veste, otroci bodo zaprli knjigo, nehali poslušati, kadar in knjigo beremo, če ne bo dovolj zanimiva. In med temi knjigami imam gotovo najraje Poletje z utrinki. Navdih pogosto iščem v naravi. Na sprehodih po gozdu se nekako umirim, spodbudim svojega notranjega otroka, da mi začne pripovedovati svoje zgodbe, ki jih potem kasneje zapišem. Tako je bilo tudi s Poletjem z utrinki. Ampak tam je bilo pomembno še nekaj drugega. Pisatelji včasih živimo in preživimo del svojega časa tudi v pisateljskih rezidencah. Tako sem mesec dni prebivala na Finskem in ko sem gledala skozi okno, so tam poskakovali zajci. In se mi je zdelo, da v njih bi kazalo napisati zgodbo. Tako je zajčica Iskra postala glavna junakinja knjige. Pa še nekaj drugega je. Kraj, od koder prihajam, je med gorami. Pogosto smo hodili na sprehode, v gozd, se poskušali povzpeti na kakšen vrh, tam pa je bil tudi vrt mojega očeta. In na njem je bilo cel kup živali. In nekatere od teh živali so našle pot v Poletje z utrinki. Zelo blizu mi je, da nekako poosebim živali, namreč razpolagajo s človeškimi lastnostmi, nekatere so zabavne, druge so jezne, tretje spet hudomušne in prenekatero ušpičijo. V Poletju z utrinki se namreč na vrt, v knjigi je to postal Pelegrinov vrt, pretihotapi maček, ki ni samo maček ali popotnik ali divji maček, predvsem pa je pesnik. In zdelo se mi je, da mogoče lahko skozi tega mačka povem tudi nekaj o samem pesništvu. Za mano je cela vrsta pesniških zbirk in včasih mislim, da pisanje pesmi in pisanje knjig za otroke imata nekaj skupnega. Namreč poskušamo čim bolj zgoščeno povedati tisto, kar bi utegnilo bralca zanimati. Prebrala bom odlomek iz knjige Poletje z utrinki. Pa je sam kralj Perikleji zagrma opazoval dogajanje, pa skočil na plano po Iskrinem odhodu. Hej, kdo si ti? Poklic, starost, dovoljenje za bivanje, je na presenečenega mačka usul plaz besed. Ta se je ravno čohal po trebuhu, da bi iz njega skočila pesem o prijateljstvu za Iskro. Namesto tega je samo kolcnil in debelo pogledal kozla. Mački ne prenesejo zasliševanja.
pesniki še posebej ne. Brez panike je bilo edino, kar je uspel izustiti. Jaz sem kralj Pelegrinovega vrta in bom že vedel, kdaj je čas za paniko, je rekel Periklej in se sesedel. Bilo je peklensko vroče. Je rekel Utrinek. Nič z odgovori na plan. Ime, poklic. Utrinek, pesnik, poklic, je vztrajal Periklej. Pesnik, pesmi ustvarjam. To ni noben poklic. Kje imaš pesmi? V trebuhu je nazadnje naveličano odvrnil Utrinek. Rogatega kralja je imel že malo dovolj. V trebuhu? Torej si k nam pretihotapil pesmi. Tvoj poklic je tihotapec, je zmagoslavno ugotovil Periklej. Po nenapisanem zakonu kraljev je kazen za tihotapljanje izgon ali zapor. O pisanju knjig mi res ne ostane veliko časa, ampak z največjim veseljem se odpravim na potovanje, včasih kaj skuham, mahnem jo na sprehod in prepevam, včasih tudi v sanjah.